In daj nam povej, kako tvoja nebesa v Fierogi vibrirajo, ker očitno funkcionira. Ja, očitno nekaj funkcionira, ne. In, ta glavna stvar, ke funkcionira, je Bog. In ta glavna stvar, ke jo mi moramo narediti, je to, da postanemo tako kot ena piščal, skozi katero lahko igra Bog. Da pa postanemo mi ta piščal, skozi katero lahko igra Bog, moramo pa odstraniti druge igralce, to se pravi ego, osebnost in ne smejo igrati čez to piščal. To je vsa umetnost, to je ful enostavno, ne. In recimo jaz sem prišla v Fierogo, mislim, jaz nisem imela pojma, zakaj sem tja prišla, in samo sem vedela, da moram iti tja, in vse je bilo zaraščeno. 15. januarja sem prišla živet v prikolico, kar mislim, to samo norci delajo, ke niti ne veš, kaj te čaka. In, moje največje veselje je postalo striženje robid. To je šlo v take dimenzije, da sem se jaz, če sem se ponoči zbudila ob 2, pa sem mogla iti lulat, sem rekla: še 5 ur, da bom jaz lahko vstala pa šla robide rezat." Mislim, to je bilo, jaz sem se sama sebi čudila, ampak tako je to bilo, ne. In, ke ti režeš robide, tudi v bistvu si nekako sprazniš glavo. In, jaz vidim, da je v bistvu delo v naravi je ena ful močna tehnika duhovnega razvoja, ker, meni se je zgodilo, da je prišla ena prijateljica, pa ona je ful govorila, kakor je, mislim, ke so prišli, je začela govoriti in pol meni sploh ni bilo treba več ust odpreti, ke je vse ona povedala. Pol je pa rekla na koncu, je pa rekla: "Veš," je rekla, "meni se zdi, ke da imam, pralni stroj v glavi." Takrat sem jaz tako malo pomislila, pa sem mislila: "Mater, jaz ga pa nimam, ne." In, takrat sem v bistvu videla, kako se mi počasi ustavlja in niso me tiste misli več toliko napadale. Pol sem tudi začela, nekako mi je uspevalo, opazovati te misli, ne, tako da vidiš, kako misel pride in se dela, da je ful pomembna, da zdajle v tem trenutku ti moraš to razmisliti, ker drugače boš nekaj ful zamudil, ne. Ampak če ti tisto misel ignoriraš, pol malo gre, pa potem še izgleda, da je še vseeno pomembna, ampak pol kar izgine. In smo mi tako počasi se navadimo biti v miru. In pol počasi, ke smo v tem miru, tudi vidimo, da v bistvu mi ne rabimo ne vem kaj za življenje, ne. Jaz sem tudi živela v, civilizaciji, jaz sem tudi znala, mislim, avto sem tako s sabo vzela, ampak, tako ke pa prideš živet v prikolico, pa vidiš, da nimaš kaj dosti placa, pa, ni bilo vode, pa ni bilo elektrike, pa tako naprej, ampak glede na to, da sem se jaz tako dobro počutila v naravi, mene to ni nič motilo, da tega vsega ni. In, potem, ke se je začela stvar razvijati, sem pa začela opažati še eno stvar, da vse tisto, kar sem jaz rabila, ne glede na to, da nisem imela denarja ne vem koliko, je meni prišlo. Mene so ljudje spraševali: "Ja, pa kaj imaš kar odklenjeno prikolico?" Sem rekla: "Valjda, ne, saj kaj mi bo pa kdo odnesel." Meni se dogaja, da včasih, ke pridem od kje, me čaka kaj na, pred vrati, ke mi kdo prinese ali krompir ali kaj drugega, ukradel mi pa nikoli ni nobeden nič, ne. Edino enkrat sem pa prosila eno sosedo tam, da bi mačke hranila, in pol je ona ni prinesla, da bi bila prikolica, odklenjena, in potem se je ful potrudila, da jo je zaklenila, ampak pol je ključ izgubila in pol prva stvar je bila ta, da smo mogli vrtati tisto, ključavnico, da smo not prišli, ne. Mislim, tam jaz imam ful enih, zgodbic tule iz te Fieroge, nikoli mi ni bilo dolgčas, v bistvu sem tudi, so prihajali ljudje, ki so me učili določene stvari, in, ugotovila sem, da tisti, ki so bili meni na začetku najbolj zoprni, sem jim bila pol lahko najbolj hvaležna, ker so me naučili najtežje lekcije, tiste, ke jih drugače tudi slučajno ne bi šla delat, ne. V bistvu sem imela enega, pomočnika,
glih zdaj 3 dni nazaj je umrl, mislim, jaz se mu zdaj javno zahvaljujem za vse, kar je naredil za firmo, res hvala. Ampak bil je pa ne vem koga, ne, mislim, zaradi njega sem mogla policijo se naučiti klicati, pa zmeraj sem ga mogla nekako nadmudriti, tako da ni on mene, ne, pa tako, ampak zdaj, ko gledam nazaj, mislim, to je bil boljši učitelj, boljšega ne bi mogla imeti, ne. In ko enkrat pol začneš na življenje tako gledati, da je vse prav, kar se ti zgodi, da moramo samo najti biser, ki je v situaciji, ne pa da mislimo, da smo mi bogi reveži, ki se nam ne vem kaj dogaja pa tako naprej. Potem življenje postane ful enostavno in pol vidimo, da prihajajo čudoviti ljudje, recimo ta Sebastian, da ne bi mislili, je prišel v Firogo, ne. In jaz sem samo gledala, mislim, tak človek s takim znanjem, mislim, to pride kaj, pol je prišla Zdenka, je prišla Eviljana, mislim, sami, ne vem, kako naj rečem, mačati, mislim, same kapacitete, ne, in vidiš, da v bistvu ti življenje prinese glih vse najboljše, če to dovoliš. Če pa misliš, da si ti najbolj pameten, pa da veš, kaj je za tebe najboljše, pa tako naprej, pol imaš pa problem, ne, ker pol se ti pa dogajajo stvari, ki so pa malo bolj komplicirane, ne. Drugače pa, recimo, koliko imam še cajt? Minuto pa pol. Ja, nič pa nič. Ne, to je veliko časa. To je veliko časa. Seveda. No, v glavnem se pol tako, recimo, ko si dalj cajta v naravi, se pol začnejo dogajati tudi čudeži, ne. V bistvu niti ne veš, da lahko ti kaj takega k temu takmu prispevaš, pa bom enega povedala, ne. Enkrat se je pojavil tam nad 9 nebesi en ful črn oblak in pol sem jaz rekla, super, dež bo, ne. In pol pa naredi puf, puf. Sem rekla, šit, to pa ne bo dež, to je pa toča, ne. In pol sem pa na hitro vse tisto rekla, joj, pa dajte nehati, dajte ta oblak stran, saj jaz sem včeraj solato sodila, da mi bo vse to stolklo, pa 3-krat sem pihnila v njega, pa nič ni bilo. Pol sem pa šla not v hišo, sem rekla, jebi ga, ne, bo kar bo. In pol čakam in ni bilo nič, ni padala toča. In pol sem šla čez ene 2-3 minute ven in na tistem mestu, kjer je bil črn oblak, je bila plava luknja v nebu. Mislim, in nisem bila sama, tako da me ni treba kamor peljati, ne. To so tudi drugi videli in tako, ko pol enkrat začneš na tak način živeti, potem v bistvu tudi vidiš, ti nima biti kaj strah, ne. Čeprav zdaj, ko sem razmišljala, da bi lahko tam vse zgorelo, pa to mi vse ni bilo fajn, ampak jaz upam, da to Bog nima for, ne. Okay. Lej, ti imaš take izkušnje, ki v glavnem jih imajo redki, jih imate redki. In ko človek pride v stik s tabo, je vse drugače. Ker ti s pogledom, nasmehom, z ljubeznijo in brez pričakovanja človeka kar raztopiš. Ja, to jaz ne vem, kaj se v drugih dogaja. Ja, saj to ni tvoja stvar, ampak takšen je tvoj vpliv, takšna je tvoja, bom rekel, tvoj nastop in tvoja brezpogojnost, a ne? Zadnjič sem nekje slišal, da človek, ki želi živeti svojo brezpogojno ljubezen, da mora do določenih ljudi živeti pogojno ljubezen s pogojem, a ne? To se pravi, če ti človek nenehno, kljub temu, da ga ti odobravaš, odpuščaš kot ta tvoj učitelj, pa si poklicala policijo, to je bila pogojna ljubezen, a ne? Ker nisi brezpogojno sprejemala vsega. Ne, zanimivo, ne? Tukaj te bom jaz popravila. No, saj to hočem. Ja, povem še stavek. No, daj. Ker to sem jaz slišal in zato to sprovociram, a ne? Ker zame brezpogojna ljubezen je brezpogojna. Brezpogojna s pogojem, pa ni več brezpogojna, a ne? Ja, zaradi tega, ker ne veš, kaj je ljubezen. Ti lahko enega z veliko ljubeznijo rad sunaš. In v bistvu je največji problem naš duhovnežev to, da mislimo, da moramo brezpogojno ljubiti in da nas potem lahko vsi izkoriščajo, pa da nam lahko po glavi delajo vse živo, ne. In, ja no, ja. In, ampak to ni tako, ne. V bistvu mi moramo biti love and light and fuck off.
tega fuck off se moramo pa naučiti, ker brez tega pa ne gre. Jebi Okej. ga. To Ja. je to. Odlično. Se pravi, zdaj si Mislim, ti... fuck off ne pomeni tako, da ti nekomu nekaj hudega narediš, ampak da takrat, kadar gre čez mejo, da mu mejo postaviš in da mu daš jasno vedeti, da tukaj se ne greš več. Ne? Padla mi je prej beseda mi duhovneži. Ja? Pa bom zdaj ti dal še 1 minuto. Hvala. Ne hvala, ampak saj smo itak že presegli 15 minut. Tvoja minuta je dolga, ampak glej, poslušaj. Ja. Mi duhovneži si rekla, ampak hkrati ti pa tam praviš nič ne manjka. Kaj si ti predstavljaš, mi duhovneži, pa vi duhovneži ali pa ne duhovneži? Kako bi ti to zdaj, ker to ni bilo brezpogojno za moj okus? Duhovnež, mislim, jaz sama sem bila duhovnež, v bistvu mi, kad se začnemo ukvarjati z duhovnostjo, gremo na eno določeno pot, ne. In jaz sem sebe doživljala tako, kakor bi hodila po stopnicah. In zmerom, ko ti stopiš na naslednjo stopnico, če hočeš iti naprej, moraš nogo gor pobrati, pa iti na naslednjo stopnico, ne. Kar je dostikrat ful neugodno, ker tista skupina, pri kateri si bil, pa pol nisi več, prej si bil love and light, potem pa nisi več, ne, pol je pa tisto ta drugo, razumeš, potem pa skenslajo in rečejo tako, da se ti je zmešan in da tako naprej. Samo ni tukaj s tem nič narobe, ker v bistvu vsaka skupina vibrira na eni določeni frekvenci. In zdaj, če ti frekvenco dvigneš, to je tisti sistem, enaki tiči skletijo. Ne moreš pač jata zamenjati, saj ni nič narobe s tem, ne. Ja, gor na nebu ali pa v vodi. Ja, V kjerkoli. obeh primerih, Ja. pa na zemlji, ne. Tudi. Tudi ne, Ja, predvsem tukaj. tukaj. Hvala ti za tvoje pričevanje. Okej, hvala, čau. Tako.